Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v izrednih novicah 15. aprila 2020. Z današnjim dnem se je spremenil odlok o obveznem nošenju rokavic v notranjosti javnih prostorov. Rokavice odslej zamenjujejo obvezno razkuževanje rok, razkužilo pa mora zagotoviti ponudnik storitev. Obvezno ostaja nošenje zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, kot so trgovina, pošta in lekarna. Danes nas je zanimalo, kako poteka delo na daljavo univerzitetnega profesorja, ki v normalnih okoliščinah predava študentom v predavalnicah. Za komentar smo poklicali našega sodelavca, ki ga najbolj poznate kot voditelja oddaje Mirica Dobrega in informativne oddaje Tomaža Petka, ki je sicer zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava študentom predšolske vzgoje, razrednega pouka ter logopedije in surdopedagogike. Vsa predavanja imamo profesorji vnaprej pripravljena in podprta najmanj z elektronskimi prosojnicami, to je s tako imenovanimi e-drsnicami, ki smo jih že zdaj študentom objavljali v spletnih učilnicah. Tako da s tem nismo imeli večjih težav. Zdaj smo te zadeve nadgradili na različne načine in izkoristili veliko možnosti, ki jih ponuja sodobna tehnologija. Pri nekaterih predmetih sem zdaj, ko delo opravljam izključno na daljavo, za študente ob drsnicah za lažje razumevanje posnel zvok. Ponekod imam predavanja prek videokonference, uporabljam Zoom in Teams. Včasih pa je dovolj, da študent dobi samo pisne predstavitve na drsnicah in zraven ustrezno znanstveno literaturo v obliki člankov slovenskih in tujih avtorjev. Naši predmeti pa niso sestavljeni samo iz ur v živo, ampak je del že od nekdaj namenjen tudi domačemu delu, torej tako imenovanemu delu na daljavo ali samostojnemu delu. Večji izziv kot predavanja na daljavo pa predstavljajo druge oblike dela, to so seminarji in vaje. Poletni semester smo pri nas na Pedagoški fakulteti, tako kot tudi na drugih fakultetah, začeli že sredi februarja, tako da smo predmete zagnali že v živo, tako da smo lažje zdaj nadaljevali to tako imenovano delo na daljavo. Študentje na podlagi dostopne literature oblikujejo neke pisne izdelke, zdaj govorim o seminarjih, nato pa se posnamejo in predstavitev v obliki videoposnetka pošljejo meni. Moja naloga je, da to pogledam, analiziram, da pošljem povratno informacijo, kar je precej bolj zamudno, kot če bi bili fizično skupaj in bi se vse to dogajalo v realnem času. Ocenjevanje znanja pa se na fakulteti po večini začenja junija, ko profesorji razpišemo prve izpitne roke. Verjetno bomo letošnje izpite, vsaj v junijskih rokih, v celoti izpeljali na daljavo. Malo pa se bojim, kak bo na koncu učinek glede usvojenega znanja pri študentih. To so odrasli ljudje, vsak sprejema svojo odgovornost in upam, da bodo tudi rezultati na koncu takšni, kot morajo biti. To bo pokazal čas, če ne prej, bodo prvi kazalniki znani že takrat, ko bodo znani prvi rezultati junijskih izpitov. Seveda pa v tem času, ko vse delamo na daljavo, poseben izziv pri nas predstavlja praktično pedagoško usposabljanje oziroma po domače povedano praksa. Naši študentje prakso opravljajo v različnih ustanovah, to so vrtci, šole in druge organizacije in prav v tem spomladanskem času bi morali oditi na te partnerske ustanove, to pa seveda ni mogoče in verjetno do konca študijskega leta tudi ne bo. Težava se pojavi v zaključnih letnikih, pri katerih je praksa sestavni del predmetnika, nekoliko lažje pa to izvedemo v nižjih letnikih, ker bomo lahko v višjih letnikih zadevo nadomestili. Smo se pa domislili enega načina, kako bi kljub vsemu prakso zaključnim letnikom priznali. Ker v osnovni šoli učitelji delajo na daljavo, smo se z njimi dogovorili, da jim bodo naši študentje v pomoč. Potekajo tudi zagovori magistrskih del na daljavo. Tudi to poteka brez večjih težav. Predsednik komisije za zagovor na Skypu ustvari skupino, v katero povabi študenta, ki bo imel zagovor, pa mentorja in še člana komisije, potem pa se vse izvede tako, kot bi bil zagovor v živo.
Profesorji opravljamo tudi vsa mentorska dela. Visokošolski učitelji smo mentori študentom pri diplomskih, magistrskih, tudi pri doktorskih delih. Tukaj je potrebna individualna obravnava in če situacija zahteva, se s posameznim kandidatom, s posameznim študentom povežem prek videokonference, v nasprotnem primeru pa se z njim pogovarjam v pisni obliki prek elektronske pošte. Poleg rednih študentov, tudi izredni študentje zelo dobro sodelujejo in se odzivajo na naše pobude, pošiljajo svoje izdelke, preverjajo svoje znanje, tako da upam, da bodo zadeve potekale še naprej tako, kot morajo potekati. Ves čas pa na daljavo potekajo tudi vsi sestanki oddelkov, kateder, potekajo komisije, seje, ki jih je na fakulteti kar precej. Če strnem vse povedano, lahko rečem, da pedagoški in nepedagoški proces na daljavo poteka nemoteno, samo želim pa si lahko, da bodo učinki na koncu podobni, kot bi bili, če bi bili v fizičnem stiku. Je pa dobro, da smo zdaj narazen, da bomo potem lahko čim prej spet skupaj. V času, ko se zadržujemo pretežno doma, če nam vrsta dela to dopušča, se spremeni tudi marsikakšna rutina. Tako nekdo, ki je prej zahajal v fitness, za vadbo poskrbi v domačih prostorih, seveda s prilagoditvami. Vodja spin centra na Izlakah Igor Trampuš že vrsto let skrbi za svojo kondicijo in organizira različne vadbe v prostorih svojega društva. Zdaj to počne na drugačen način, prek profila na Facebooku, že v soboto pa boste lahko z njim vadili tudi prek televizije ETV. Namenili smo se pač zaradi tega, ker zaprli so se vsi fitness centri, telovadnice, ljudje morajo telovaditi, kar je priporočljivo v tem stanju, v tem času. Zaradi tega smo rekli, da dajmo neki našimi vadečimi in ostalimi, kateri bi se radi rekreirali, naredimo nekaj brezplačnega, naj telovadijo, naj nekaj naredijo za sebe. Namenjeni so vsem, v bistvu imamo dva sklopa različnih treningov. Ponedeljek in petek so lažji treningi, so bolj družinski treningi, sreda, sobota so bolj zahtevni treningi, hit treningi, intervalni treningi. Kljub temu, da moramo biti doma, jaz pravim, če je lepo vreme, če se ne družimo, pejte ven iz stanovanja, iz hiše, pejte v naravo, ampak izolirano, to se pravi, ne da se grupiramo. To je veliko boljše, kot doma biti. Če smo pa že doma, jejmo manj kot ponavadi, ker smo manj aktivni. Vzemite si čas, vsaj pol ure, 1 uro, 20 minut, kakorkoli imaš volje, rekreiri se, telovati vsak dan. Tako da ne biti samo zabuban noter, pejte ven, telovate, bodite sproščeni. Prvič boste lahko z Igorjem na ETV vadili v soboto ob 19:35. Še ena aktualna novica, ki pa ni povezana s koronavirusom. Tisti, ki se v tem času vozite po nujnih poteh oziroma v službo po cesti med Zagorjem in Trbovljami, to je po tako imenovani cesti za Savo, ste zagotovo opazili polovično zaporo. Vodja enot CGP Litija in Zagorje Trojane, Marko Veršič, nam je povedal, da opravljajo redna vzdrževalna dela, ki so bila vnaprej načrtovana, semafor pa bo v uporabi predvidoma do 22. junija. Vmes prihaja do občasnih 15-minutnih popolnih zapor. Tudi tokrat opozarjamo na odgovorno obnašanje, skrbimo za primerno higieno, umivajmo in razkužujmo si roke, v notranjih javnih prostorih uporabljajmo zaščitne maske, ohranjajmo varnostno razdaljo, kadar smo zunaj, in varno pomagajmo tistim, ki potrebujejo pomoč. Ostanimo zdravi in srečno. Thank you.